V začetku oktobra se na različnih krajih po Ljubljani, letos pa tudi v knjigarni Goga in galeriji Simulakar v Novem mestu, zdaj že tradicionalno odvija festival stripa Tinta. Tokrat je potekal že 9. Spremljevalni program se je začel teden prej, ko smo si lahko v Slovenski kinoteki ogledali strip v živo. Špikarji in tehnik Radia Študent so uprizorili bosanske basni, tako da je bilo na velikem platnu videti posamezne kvadratke, ki so jih špikarji sinhronizirali, tehnik pa podlagal s šumi in podlagami. Potem se je projicirala še animacija Maxa Andersona Tito na ledu. Otvoritev festivala se je sicer zgodila v sredo 5. oktobra v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Naj omenim samo nekaj projektov, ki smo jih izpeljali skupaj v preteklih letih. Sekira v medu, stripi po motivih poslikanih panskih končnic leta 2006 je bil projekt revije Stripburger, Slovenskega etnografskega muzeja, italijanskega združenja Riva Comics in stripovske knjižnice serije Teket, pri kateri je sodelovalo 11 avtorjev, nastala pa je zanimiva knjižica, ki je zaujela ljudsko umetnost v sodobnem stripovskem videu. Razstava Pozdravi iz Triponije leta 2009 je bil mednarodni stripovski projekt pod vodstvom stripovske revije Stripburger pri Forumu Ljubljana. In razstava Pozor, Deno leta 2014, ki je med drugim skozi odredniteno gradivo ozaveščala o brezobzirnem izkoriščanju delavcev z izključnim namenom povečevanja dobička. In še marsikaj smo delali skupaj. Danes pa smo se zbrali tukaj na odprtju razstave Attack Fan Art, kako biti detektiv. V družbi avtorja razstave, vsestranskega berlinskega vizualnega umetnika, ki nam bo sam povedal več o svojem ustvarjanju in razstavi. Večmedijsko razstavo zaznamuje najrazličnejše gradivo. Tisto, ki so ga ustvarjali ljubitelji in ga je tak zbiral, pa arhivsko gradivo, ki z neobremenjenimi interpretacijami oživlja prigode dveh stripovskih junakov, detektivov Tintina in Dicka Tracyja. Na ogled je tudi večje število Attackovih predelav stripovskih zgodb in naslovnic publikacij in tudi originali Chesterja Goulda iz Attackove osebne zbirke. Projekt, ki mu je avtor posvetil več kot desetletje svojega ustvarjanja in ki ga z novimi kosi še vedno po malem dopolnjuje, posredno obravnava tudi fenomen zbirateljstva in vprašanje identifikacije s fenomeni popularne kulture. Pomen zbirateljstva v inštituciji kot je SEM zelo dobro razumemo in spodbujamo in hkrati tovrstnim projektom dajemo prostor, da se pri nas predstavijo. In seveda ne spreglejte, da razstavo spremlja časopis Besedili Matjaža Vrulca, Aleksandra Gavna in naše kolegice dr. Bojane Rogelj-Škafar, ki je na voljo samoviskovalcem. Kar bi še povedala v tej razstavi je, da me veseli, da spet gostimo Attack, s katerim smo se v Ljubljani že srečali in to leta 2000, se pravi pred 22 leti. Hkrati pa to tudi odlična priložnost za praznovanje 30-letnice Stripburgerja, za katero še zdaj ne vemo, kako nam je uspelo zdržati teh krvavih 30 let, ampak ratanje. Vse v razstavi lahko izveste v bistvu v temu časopisu, ki smo ga pripravili posebej za to. Trije pogledi na isto temo. Drugač razstava je pač omaž dvema stripovskima avtorjema in to dvema stripovskima likoma, ki ste jih naredila avtorja v bistvu približno v istem času na dveh različnih kontinentih in to v časopisu tudi najdete članek, v katerem avtor razloži tudi kakšne situacije oziroma kakšne položaje so ta stripovska avtorja ustvarjala, ker je bilo v Evropi strip v tem času drugače sprejet, kot recimo v Ameriki in tudi še danes poznajo razlike v različnih državah. Stripovske razstave so del našega programa, s katerim hočemo pač širiti stripovsko kulturo in spodbujati stripovsko ustvarjalnost. Otvoritveni dan se je zaključil s stripovskim jam sessionom v Zorici, kjer je ena od glavnih gosti festivala, avtorica mlajše generacije Moa Romanova, predstavljala svoj stripovski album Goblin Girl.
Drugi dan festivala se je pričel z dobrodelno dražbo antikvariata Glavan, ki je izkupiček poklonil družini nedavno umrlega Maxa Modica, ki je s svojimi prodornimi kritikami pomembno zaznamoval stripovsko sceno. Četrtek pa se je nadaljeval v Dobri vagi na ljubljanski tržnici, kjer so se otvorile kar 3 razstave. Videli smo lahko razstavo alternativnega latvijskega samizdata Kuš, razstavo njihove avtorice Viviane Marije Stanislavske in razstavo Nuke Horvata. Torej, umetnik na mesec, čestitke za razstavo. Na čem temelji razstava in pravzaprav v kakšni tehniki je vse to izrisano? V bistvu sem tokrat izhajal čisto iz nekih takih zelo osebnih travm in doživljanj iz svojega življenja, ki je v bistvu zelo ovito v simboliko, ampak hkrati je zelo dobesedno tokrat, se mi zdi. V bistvu govori o teh rigidnih sistemih, predvsem binarnosti spola in ostalih stvari. Sigurno se lahko marsikdo poveže s tem tudi izven tega specifičnega, ampak moja osebna izkušnja izhaja iz tega in pa iz različnih travm, ki se ob tem ali pa raznih takih sistemih, ki so nam pripisani, porajajo. Originalna tehnika je v bistvu torej tuš, rdeč tuš, ampak potem hkrati vključujem neke digitalne tehnike, ki v bistvu zraven lahko ustvarjajo hkrati neko tako neprijetnost oziroma kombinacijo, ki jo lahko pridobimo z mešanimi tehnikami. V latvijski stripovski reviji Kuš si že objavljal, v slovenskem Stripburgerju pa še ne. Kdaj se je pravzaprav začela tvoja stripovska pot in kako si prišel do Kuša? Odvisno, kaj pomeni stripovska pot, da ne bom tak ful, tako kot vsi rečejo, ampak v bistvu najdlje že kot, ne vem, otrok delam stripe in ampak v bistvu je res prva publikacija oziroma prvi publisher, ki so objavili moje stripe, je bil v bistvu Kuš, ja. Našli so me na Instagramu in v bistvu sem že, mislim, da v 3 ali pa 4 edicijah izdajal. Letos boš pa tudi še v Stripburgerju. Ja. Torej, končno prodor tudi na slovensko sceno. Ja, ampak tudi samo zaradi tega, ker je isti editor kot od Kuša. Ja, ne vem, pač ta David me je našel, no. V galeriji Ekurna pa smo lahko videli razstavo litografij Brehta Evansa, belgijskega avtorja, ki je ob obisku v Sloveniji doživel tudi nov prevod svojega stripa Vaški umetnik. These lithographies are mostly, there are 1 or 2 that are earlier works, but most of them are for the next book I'm making, the next comic book, which will be a bit big. Maybe something like 500 pages cut into 2 graphic novels rather. And the universe of this comic is a mix of things from childhood and things from psychosis, I think. Conspiracy theories meeting childhood fantasy. Because we have a child protagonist who has both, who is raised in a conspiracy theory worldview, but also has all the conceptions that the child has about the world and all the simplicity maybe of a child's view. And I'm trying not to light this rug on fire. We're having a very 70s kind of interview. Po DJ večeru pred Ekurno so se pričele priprave za veliki sobotni sejem v Kinu Šiška, ki so ga pospremile delavnice, masterklasi in večerna podelitev nagrad. Dogajanje pa se je začelo že v dopoldanskih urah, ko je Boštjan Gorenc, Pižama, otrokom bral nov strip o Hildi, ki tedaj še ni izšel. Si slišal to, Štibalc? Zunaj nekaj preži, nekaj nevarnega in sumim, da naj jo hoče požreti. Hilda! Si kje videla čajnik? Izgubila si čajnik?
ni panike, bom skuhala čaj v loncu. Hilda, ne preždi celega dneva notri. Zunaj je luštno. Ampak rekla si, da danes ne smem ven. A ja, pa sem res, kaj? Sicer pa tu naokoli ne moreš zares nikjer taboriti. Pridi, trolberški taborniki, rod vrabčkov. In tako. Prisegam, da bom zanesljiva, koristna in vedno pripravljena pomagati drugim, da bom prijateljica vseh ljudi, živali in duhov, da nikoli ne bom naduta, da bom pogumna, da bom vsak dan storila dobro delo, da se bom smehljala in žvižgala in da se bom držala pravil roda vrabčkov. Dajmo zdaj vsi zaploskati, ki nas prijatelje vrabčkov. Sejem je zaznamovala tudi 30. obletnica Stripburgerja, ki je ob tej priložnosti razstavil vse pretekle izdaje, v sodelovanju z latvijskim stripovskim fanzinom Kuš pa si je izmenjal uredništvi prihodnjih številk. Novo izdajo Stripburgerja so tako uredili Kušovci, uredniki Stripburgerja pa bodo uredili prihodnjo izdajo Kuša. Sejem je bil sicer dobro obiskan preko celega dne, tako v delu z novimi izdajami, kot v delu, kjer so stare stripe preprodajali zbiratelji. Nekateri avtorji novih izdaj so na sejmu svoja dela tudi podrisovali in tako prikazali, kako svoje stripe ustvarjajo v ateljejih oziroma doma. Nekaj pozornosti pa je pritegnila tudi razstava nominirancev, ki so se potegovali za laskavi naziv najboljšega stripa leta. Zmagovalec preteklega leta, Gašper Kranjc, pa je svoje delo predstavil kar na masterclass. To je ena skica iz Mestnih ptic. Kot vidite, zelo groba. Oziroma nekdo bi rekel, da v bistvu ni, ampak to je čisto vsakega posameznika odvisno. Ta skica mi je tudi služila kot storyboard. Storyboard je zgodboris, ali pa Američani radi uporabljajo besedo thumbnailing, zato ker so to sličice, ki so v bistvu velikosti palca in služijo postavitvi samega stripa. Zdaj, da prijemo do postavitve samega stripa, rajmo prvo seveda zgodbo. In ko imaš enkrat zgodbo, jo moraš nekod spraviti v eno tako obliko, ko je primerna za to, da lahko narediš po njej strip. In če se sam lotiš zgodbe, je to bolj enostavno, ko pa če imaš nekoga, ko ti piše scenarij. Zato, ker lahko praktično greš skozi cel proces, brez da napišeš scenarij, klasičen scenarij za strip. Ponavadi klasični scenarij za strip izgleda tako, da imaš na A4 formatu napis stran 1 in pol imaš za vsako panelo posebej opis panele in pol pod opisom panele, torej tega kvadratka, ko jih vidite tu, to so panele, temu izrečem panele. So opisi panel in pol dialogi od spod, če so dialogi. Zdaj v tem primeru tu mislim, da je zelo malo dialoga, ja. Risanju, kupovanju, podpisovanju, druženju, izobraževanju in kar je še bilo tega, je sledila še zatvoritvena slovesnost z razglasitvijo najboljših stripov leta za nagrado Zlati repec, ki so jo vodili moderator Rok Kušlan, stripar Ciril Horjak, dr. Horovic in čelist Rok Golob. Organizatorji bodo podelili v 4 kategorijah nagrado Zlato repec. In sicer v kategoriji najboljšega prevoda za stripa za otroke in mladino, najboljšega stripa za otroke in mladino, v kategoriji najboljšega prevoda stripa za odrasle in v kategoriji najboljšega stripa za odrasle. Zdaj pa mi bomo naslikali pa tlele nagrajenca, tako kot si ga predstavljamo, veste, nek približek, kot si slehernik predstavlja eno tako poprečje nagrajencev v posameznih kategorijah. In bi začel kar z nagrado za najboljši prevod
stripa za otroke in mladino. Zdaj, kakšnega si vi predstavljate nagrajenca? Zdaj, risali bomo v planu American, Cyril American, tako da, veste, se pištole vidijo, kolikor si jih seveda, dragi obiskovalci, predstavljate. Če si jih ne, bojo pa čisto ostale, sploh ni problem. Torej, kakšnega si predstavljate zdaj, ali naj bo zavaljen, ali naj bo šlang, ali naj bo nekaj srednjega, mogoče, prosim, kakšno sugestijo? Zavaljen, torej zavaljen. A takole v redu zavaljen, ga še nekoliko bolj zavalimo. Veste, zmore Ciril zavaliti, shujšati ne zna tako dobro, no? Dobro je, zavaljen, mogoče plešast, dolgi lase, drevi, skodrani, dolgi, kratki? Dolgi. Afroluk ali? Ja, definitivno afroluk. Doktor, afroluk. Ste zadovoljni, gospa? Nekaj mislim, tlele lahko, ne? Konc koncev, Afričani niso slavni kot plešasti ljudje največkrat, ne? Za razliko od nas belo obarvanih. Takole bo v redu? Pa se posvetimo mogoče še obrazku. Kakšna ideja? Ustnice, mesnate, stisne noske. Grški nos. Grški nos. No, pa da zdaj vidimo, zdaj neki dela na akademiji, so neki doktorate, da vidimo, če se strinja ali zna doktor Horovic narisati grški nos. Zadovoljni? Bo. Kakšno očala mogoče? Bele šipce. Debele šipce, sprav pepelniki, ali poden od krigla. Poden od krigla, doktor. Poden od krigla, tole si, takoj si šel na pepelnike, če ravno si nekadilec, je pa dejstvo, da tudi pera ne pije prav veliko, tako da bo vse malo na približen. Aha. Bi očalom še kaj dodali? Kakšen vzorček? Ali menite, da gre v našem primeru za klošarja, ki kupuje očala, naprimer v Lidlu za evro pa pol? Ni nekega odziva, tako da doktor bomo šparali, pa nam za honorar več ostane, a ne pa lidlska očala za evro pa pol. Takole, še celo pocenil jih je. No, takole. Najboljši strip za otroke je postal Lahko noč sine Izarja Lunačka. Najboljši prevod Vampirček Joana Sfarja, najboljši prevod za odrasle Blast 2 Manuja Larseneja in najboljši strip slovenski klasiki 2 Tomaža Lavriča. Do prihodnje tinte pa se lahko v Kinu Šiška zadovoljimo tudi z rednimi mesečnimi srečanji na stripovsko tematiko, znanih pod imenom Razlita tinta. Thank you.